En lep dober dan, poletni večer v festivalni dvorani na enem krasnem dogodku, odprtju kar 3 razstav Ej ti štih. Z nami je slovensko-bolivijska ali pa bolivijsko-slovenska, ne vem, kako bi se opredelila, jo bomo vprašali, umetnica, ki se predstavlja kar s 3 razstavami. Tukaj v festivalni dvorani vas je že pozdravila Rdeče in Zlato, potem v galeriji Melite Vovk Konflikti, pa na gradu v stolpu še Kokošji rod ilustracije. To se pravi spet en drug vidik umetnosti Ej ti štih, ki je vsestranska umetnica, najbolj jo poznamo po slikah, po slikarstvu, pa seveda po kiparstvu tudi, keramiki, drugače pa v Sloveniji po akademiji začela kot scenografinja in nam bo malo več od tega povedala, ampak najprej bi jo kar vprašala, ali si Blejc ali si Santa Cruzan. Se bova probale na fanta pogovarjati. Ja, res najlepša hvala vsem, ki ste prišli v tej brezmejni, grozoviti vročini umetniško trpeti. Tako da res hvala, mislim, človek ima zmeri grozno tremo, jaz jo imam že 40 let, katere razstave postavljam. Milena ima verjetno tudi vsakič tremo, tako da, no ja, to se ne moramo tega rešiti, tako da, kad človek toliko ljudi vidi, potem je res lahko zadovoljen in hvaležen, da ste vsi prišli. No. Kar se pa tiče tega, evo, Blejc sem verjetno še zmeraj, zato še zmeraj po slovensk znam po tolikih letih. Zdaj sem v Boliviji že 40 let, zdaj bo glih 40, že bilo je 40 let, no, februarja 82 sem kaj prišel, tako da sem Blejc, po drugi strani sem pa tudi Bolivic, zato ker 40 let je dolga doba, ne. In vsa ta leta sem tudi prihajal domov na Bled obiskat mamo z otroci in tako, ampak človek ne more reči, da sem jaz, čeprav sem večkrat polovico življenja tam, da sem jaz Bolivic. Zato, ker v bistvu človek je to, kar je bil majhen, se naučil, pa tisti, ki je bil majhen, ki je čutil, pa tiste pesmi, ki je bil majhen, ki jih je poslušal, tako da te stvari v bistvu imaš takole globoko noter v sebi in čeprav te imajo v neki drugi deželi lahko zelo radi, pa te lahko zelo spoštujejo, pa si lahko tudi uspešen, ampak v bistvu ta zgodna doba človeka, mislim, da ta, ki te res markira in da pol to cel življenje takole za sabo vlečeš, no, tako nekako. No. Tako da jaz, ki sem dobrovoljen migrant, meni je lahko. Unam migrantom, ki pa niso dobrovoljni, ki iz stiske, kam grejo, tisti mora biti pa res hudo. No. A šteješ po slovensko? Ja, seveda. To pa absolutno. Če pa treba kaj množiti, pa samo še z telefonom. Ne pravijo, da tisti jezik tvoj, v kjer mu šteješ. Jaz štejem zmeraj po slovensko. Poleg tega sem bil pa zmeraj kreten za matematiko, tako da to je. Pa imaš možnost se kaj po slovensko pogovarjati tam, kjer si? Ja, zelo malo. V bistvu pravzaprav ni Slovencev, ena gospa je, ki sicer zna po slovensko, pa so tudi hčere Slovenke, ampak takoj, ki lahko prešalta na španščino, to takoj naredi, kaj je bolj komotno po špansko govoriti, kakor pa po slovensko. Tako da mojemu psu kdaj kaj rečem. Po slovenski, ja. No, zdaj v teh internetnih časih je mogoče malo lažje, zato ker človek cajtange odpira, pa kakšne stvari lahko posluša, pa tako novice vidiš. Prej je bilo pa recimo 20 let prvih je bilo pa komikej, kakšna knjiga od cajta do cajta, tako. Daj nam povej, kako te je potegnila, zakaj si se ustalila glih v Boliviji. Ali je to bila ljubezen, ali je bilo to... On se neumen ga dela. Ja, seveda, mislim. Jaz sem kaj prišel kot turist, ne prijatelje obiskat pravzaprav in potem se ta luča v meni prekrižal in evo, 40 let sva skup, tako da mislim, da je bila ljubezen. Ja. Daj nam povej, kako izgleda tam biti umetnik. Ker tukaj v Sloveniji pač mečkan približno poznamo to,
sceno, bi lahko rekli, ampak ne predstavljamo si pa, kako to izgleda v Boliviji, v Južni Ameriki in tudi to, kar smo lahko prebrali, je to, si tam v bistvu zvezda, javna oseba, priznana umetnica. Ja, sem. Ja, zdaj se nasmerim prav preveč hvaliti, no, ampak sem, ja, jaz sem ena sorte javna osebnost. Mogoče tudi zato, ker to, kar jaz slikam, pa kar mene zanima, je v bistvu ena blazna globoka želja po komunikaciji. Ne? Zato, ker meni se zdi, da pravzaprav vsa umetnost, smisel vse umetnosti je v tem, da komuniciramo, da mi povemo, da lahko jaz povem, kaj si mislim in da potem ta publika ali pa vsak posameznik, ki to gleda, se ni treba, da misli isto, kot jaz, ampak saj, da lahko se neka tema navede ali pa da se neka tema prebudi. In to je pravzaprav komunikacija. In jaz delam pač te družbene teme že z akademije naprej, no, sem tiste birokrate v grafiki delal pa tako. Tako da pravzaprav, kadar jaz kakšno novo razstavo naredim, zmeri pravijo, no, kaj bo pa zdaj ta Eti spet udarila, kaj pa zdaj ta Eti spet naredila. In v bistvu potem recimo mene tudi sprašujejo kakšni novinarji ali pa če so kakšne debate ali kaj o teh temah in tudi o politiki in tudi mnenje in vse te stvari, tako da pravzaprav se ne morem samo na to zgovarjati, da sem jaz umetnik, pa tle so zdaj slike, zato ker me zmeraj sprašuje tudi kaj drugega. No, pa to galerijo tudi furam zdaj že 16 let, kar je v bistvu tudi ena taka zelo javna ustanova. Tako da kakor pravim, jaz mislim, da komunikacija je ta glavna. Jaz, če bi mogel samo doma v ateljeju sedeti pa študije kompozicijske in barvne delati, jaz mislim, da ne bi bil prav nič srečen. No, tako. Verjetno je Južna Amerika tudi veliko bolj primerna za tak način, ker se ljudje veliko bolj odzivajo na umetnost kot tukaj. Ja, jaz mislim, da se. No. Jaz mislim, da so ljudje pravzaprav veliko bolj radovedni, veliko bolj hvaležni za stvari, ki jih recimo v tej naši galeriji recimo vidijo. Zato, ker recimo Gregor je tam bil, on je videl, kako to zgleda, kako ljudje pred slikami stojijo, debatirajo, selfije delajo, pa to v svojih Facebookih objavijo. Mislim, takrat, ko je recimo Silvan Omerzu, ta lutkar pa umetnik slovenski, ki je imel razstavo, dva sta pred eno njegovo risbo čisto enostavno stala recimo 10 minut in sta se v tej risbi pogovarjala. On je rekel, da to se mu nikoli prej še ni zgodilo v življenju. Tako da pravzaprav ta radovednost in ta hvaležnost, ki jo v tej galeriji doživljamo s to publiko, ki včasih nekateri ljudje v življenju niso bili v kakšni galeriji ali v kakšnem muzeju, da vidiš, da pravzaprav umetnost ljudi nagovarja in če so ljudje odprti do tega in če nimajo večjih kompleksov, da moraš prav izobražen biti, potem ta povezava zmeraj nastane. No? Tako da jaz globoko verjamem, da umetnost funkcionira. No? Mislim, to je dokaz tam, ker ljudje nekateri pojma nimajo o tem, kaj pravzaprav gledajo, ampak vse njih zanima, ne, jih pritegne. Umetniki se tudi družite, imate kakšno društvo, ali je to vse samoniklo nekako, da se sami organizirate, ali tudi pač recimo na državnem ali pa ne vem, na kakšnem nivoju tam to poteka, da bi imeli možnost se, ne vem, ali razstavljati, da bi imeli neko podporo? Ni to tako organiziran, da bi človek rekel. Seveda so društvo likovnih umetnikov, ono in tretje. Mislim, samo da to povem, jaz sem se nam hvalil, no, ampak ne vem, koliko nagrad sem že dobil, pa ne vem, kako sem javna osebnost, ampak kadar grem osebno izkaznico narediti, ne, pa me pa vprašajo poklicanje, spravim, da sem niti umetnik, da sem pač slikarka, se bi lahko slikarka, da bi zidove štrihal, ne, se ni treba, da sem umetnik, ne. In ja, to pa ne. Ali si gospodinja, ali si nezaposlena, ali si ne vem kaj. Tako da umetniki ne obstajajo kot nek rang v družbi. Ne? Kot poklic? Kot poklic ne. Tako da to je še daleč recimo do tega. Ampak spet, da navežem na to našo galerijo, ko jo imamo, v bistvu jaz sem v tolikih različnih deželah razstavljal, pa to, kad je bilo treba, da človek vse sam naredi, pa sam obes, pa vse moraš sam narediti. Sem rekel, če bomo imeli galerijo, bo pa tako, da če bojo umetniki prišli, da bo
sam prinesejo, ne, mi bomo pa vse zrihtali. In v bistvu to tako funkcionira. In mislim, da naša galerija pravzaprav je en tak dom za vse sorte umetnike. Ker jaz nisem noben niti umetnostni zgodovinar, niti kaj to kurator, ko se reče kustos ali kaj takega. Jaz sem tudi umetnik, tako da moja toleranca je velika in razstave so vse sorte. No, tako. Se glede na to, da tukaj v Sloveniji pač te vidimo zmeraj v nekem slovenskem okolju, pa si ne predstavljamo čisto dobro, večina tukaj ne, kako to zgleda, je AT tudi pripravila nekaj fotografij, da bo lahko to zgodbo v galeriji malo povedala. Če vas zanima ta štorija, no, da nam samo od sebe govoril skozi. Manzana. No, manzana pravzaprav pomeni, bom kar vstal jaz, pa takole malo zraven govoril, malo na en stran, malo na drug. Tole je glavni trg v mestu Santa Cruza, ki ima 2 milijona prebivalcev, to je katedrala v Santa Cruzu, tole je pa naša galerija, tale hiša. No in to je bila 15 let zapuščena, 13 let zapuščena policijska postaja in potem sva jaz in en kolega, kipar, sva se šla na občino zmeniti in sva rekla, če bi to lahko bila galerija. In galerija je zdaj v pritličju, zdaj bo pa tudi v prvem štuku, tako da bomo imeli več kot 500 kvadratnih metrov razstavnega prostora. No, to je to. Zgledali je to takole, ko smo začeli, to so klošarji spali, pa javni skret je bil, takole je bilo vse razsut in potem smo, kakor smo pač mogli, brez kakšnega uradnega denarja inštitucij, ampak v bistvu samih privatnikov smo lahko toliko nabrali, da smo ta prostor restaurirali. Pa Lučo je seveda pomagal, ker je arhitekt, pa je vedel, kako. Tukaj pa samo majhne neparenih številk, da boste videli, recimo v vseh teh letih do 21. je bilo recimo 2 milijona obiskovalcev v galeriji. Pred akademijo smo imeli mesečno skoraj 17,000 ljudi na mesec in ljudje, mi imamo odprt čist skozi vse praznike in do 9. zvečer, ker pri nas je grozen vroče, tako da šele po 5., 6. uri ljudje pridejo ven in tako da ta številka, mislim, da to tudi pomaga, no, naš urnik. Potem po pandemiji se je ta številka seveda malo zmanjšala, ne. Tle, koliko je umetnikov razstavljali, koliko je bilo bolivijskih razstav, koliko je bilo mednarodnih razstav in koliko je bilo vseh razstav skupaj. No, tako malo te statistike, da ne boste mislili, da se zmišljujem. To je recimo sobota ali pa nedelja v naši galeriji, takole zgleda. No. Tole so bile pa najbolj obiskane razstave, tle so recimo številke, 1 mesec pa pol je vsaka razstava recimo, no, tako da, a vidite številke? No, to so te cifre, kolikor je pač ljudi pride recimo, no, to je bila najbolj obiskana od tega mojega kolega kiparja, ki dela en tak realizem v bronu, to je bila za otroke razstava recimo, ki so bile slavne umetnine, pa so potlej lahko s Picassotovo sliko se igrali, da so bili del slike, recimo, to je samo en del te razstave. Tako da zmeri probamo, da se otroci približajo umetnosti, pa da se ne bojijo, pa ne prijemati, ne dihati. Tako da te so zmeraj uspešne. No, to je bilo 10 let, ko sva mi dva skupaj razstavljala s tem Juanom. To je spet ena otroška, smo naredili, to je bila moja ideja, ker tam ni velikih muzejev, Louvra nimamo takih blazno impozantnih inštitucij in potem sem jaz tudi 40 najbolj slavnih umetnikov iz umetnostne zgodovine smo na Polštre sprintali te umetnine in potem so se otroci valjali po eni postelji in so se obmetavali z Rembrandti in Rafaeli in Mondriani in vse sorte in tako so pač spoznali umetnost. No. Zdaj pa še malo na drugo stran, da ne boste užaljeni. To je recimo razstava o karnevalskem kostimu zgodovina, to je en španski oblikovalec, to so mladi kiparji, to je fotoperiodizem, mislim, fotografiji bolivijski, to smo tudi mi prvi bili, smo v bistvu začeli to vizualni spomin tega, kar se je zadnja leta zgodilo v deželi, recimo, da so vsi fotografi nam poslali fotografije, pa smo pa mi naredili eno selekcijo.
No, takole približno to je to. To je še nepar drugih razstav, da boste videli, to je neka Japonka, to je bila razstava za slepe, so si ljudje špegle gor dajali, slepi so jih pa vodili po razstavi, tako da so ljudje, ki so videli, so lahko tipali vse objekte na razstavi. No, takole, no. To je še nepar takih. Tako da boste videli, da imamo vse sorte različne, to je Bienale plakata mednarodni, to je Matjaž Krivic, fotograf slovenski, ki je imel tudi zdaj decembra razstavo. Potem zraven na trgu imamo pa te panoje in vsak 2 meseca zamenjamo razstavo, kjer so pač te ogromne fotografije in to je pa 24 ur na dan, lahko ljudje gledajo pač te razstave, ki so zunaj. To menjavamo. No. Potem smo pa delali tudi kiparske simpozije in recimo rezultat od tega je 30 kipov, ki je v enem parku, takole pod streho, ker so pač leseni kipi, tako da je v bistvu, ne vem, sprehod. En tak Tivoli, potle je pa teh 30 kipov, ki je bil rezultat teh naših srečanj, simpozijev. No, to je pa samo takrat, ko je bila pandemija, zato ker seveda galerija je morala biti zaprta nepar mesecev, tako da smo pol preko neta imeli vse sorte umetnostno zgodovino, debate in to pol tudi po celi Latinski Ameriki se je zgodilo, da so se vpisovali ljudje v te tečaje. No, tako. Zdaj smo pa že skoraj pri koncu, no to so pa nagrade, dobili smo največjo nagrado državno ministrstvo za gestión cultural, ja, za kulturo, no, tako, potem tudi tole občinsko, od ta glavnega Cajtanga, pa od enih fantinov z enega kraja, mislim z enega predmestja, s katerimi smo veliko sodelovali, so nam tudi dali medaljo. Tisto vam jaz najrajše, ker so tako neko ene predmestje. No, tole so pa zdaj te stopnice, ki jih je pa Lučo sprojektiral, ki bojo zdaj šle v prvo nadstropje, zato ker stavba sama nima notranjih stopnic, tako da bojo stopnice zunanje. No, še eno naprej. Tukaj so pa zdaj že narejene te stopnice. To smo pa midva zdaj zamudila, ker sva v Sloveniji in jaz komaj čakam, da grem po teh štengah zdaj gor. V prvi štuk zdaj prenavljajo, no, takole. To je bil pa originalen projekt, ki je pa država obljubila, da ga bo naredila, ne, zato ker stavba je od bolivijske vlade, ampak so nas 3 leta nategovali in zdaj smo mi nažicali in smo na lastno pest začeli. Štenge so že, zdaj pa še prvi štuk, tako da v bistvu meščani in različna podjetja nam grozen veliko pomagajo, ker mi nimamo nobene uradne podpore. Mi z meseca v mesec nekako furamo in imamo od vse sorte različnih podjetij zmeraj podporo. No, tako to laufa. No. Občina pa, če Bog da, pa če so dobre volje, pol dajo plače tistem 4, ki tam delajo. Jaz sem pa tako volonter, evo. In kako ti pol to uspeš, da ustvarjaš? Pač imaš atelje doma? Ja, atelje imam seveda doma. Je pa tako malo, ne? Mislim, človek je pač, ta naš poklic je samotarski, ne? Mislim, biti malar je samotarski poklic in v bistvu ima tam cel dan neki prčkaš tiste farbice, ne? In pravzaprav meni to, da grem lahko ven, da imam nek razlog, da grem ven, ne? Da grem v to galerijo, pa da se z drugimi umetniki srečam, pa da lahko te scenografije postavljam, ki so v bistvu za te razstave. To je za mene, to me bogati, zato ker sem pa blizu drugih, tudi druge umetnine od blizu vidim, recimo, jaz nikoli ne pozabim, ko je prišla razstava japonske umetne obrti in so bili eni taki črički iz bambusa narejeni, takole mečkeni in potem sem z belim rokovicam jaz odprl tisto škatlo in jaz sem bil tiska, sem unga črička parjel. Mislim, to je blazno, črička je bil star 250 let, recimo, ne. Mislim, to je tako prečudovito, da si lahko res tako blizu vsega tega in da z prve roke pač, ne vem, to postaviš in da pol ljudje vidijo. Tako da mislim, da to je zame iz osebne koristi, to delam. Tako, no. Ja. Pa mogoče, če greva kar k tvojemu ustvarjanju še, mogoče ne poznamo, večina nas tukaj bolj poznamo te stvari, ki jih zadnja leta delaš, ko intenzivno razstavljaš.
Kako si pa začela, a te je zmeraj zanimala figura, zgodba, aktualna tematika, velik format? Ja, mislim, figuralika me zmeraj zanimala, no, to je res, ne. Čeprav takrat, ko sem študirala, je bilo pač ta abstraktni ekspresionizem, ko smo bili tako, mislim, še zmeraj tle vsi gledamo v to Severno Ameriko, da tisti je pa tata mata kanine, mislim, in pač smo imeli ta socializem in vse to, ne, in one abstraktne slike so bile čudo. V bistvu pa mene to ni prav nikoli orang pritegnil in vse, kar je bilo takrat videno, figurativno, je bilo ilustrativno. Ilustrativno je bilo tako malo zaničevalno. No, to pa te ženske delajo, te pajacke rišejo. Ne, Se tako to nekak, že Melita čutila to? To je že Melita čutila. Ja, to je taka, to v bistvu nespoštljivo, no, do ljudi, ki delajo ilustracije ali pa takrat, ko so delali figuraliko. No. Ampak potem sem se šel pač delač in tam ni bilo nobenega, ki bi mi rekel, da je pa mogoče una amerikanska umetnost boljša, kakor pa tista, ki jo mi delamo. In sem se nekako naučil, da pravzaprav svet je velik, situacije svetovne so različne. Recimo, moj prijatelj Juan Bustillo z Ekipar, on dela ogromne lesene kipe, zato ker tam je še ogromno dreves, ne, in vsa drevesa, ki v mestu padajo, takoj njemu telefonirajo, on pride s tistim svojim žarjavom in pol to odnese in odpelje in to čaka, da bo pol to kip ratal. Ne. To so ti heroji, ki so padli in ponovno ratajo kipi. Mislim, tle teh dreves ni, ne padajo, v New Yorku pa še manj, tako da v New Yorku moraš imeti računalnik, pa v unem cimru sediš kaj velik 2x2 in delaš pač neko računalniško, bolj konceptualno umetnost, jaz mislim, ne. Tako da različne vse situacije in hvala Bogu, mislim, jaz imam tam ogromen atelje, ki me ga je Luča naredil, hvala mu najlepša in mislim, moram tam velike slike delati, ne moram za ene mehne, če je tako prostora, ne. Ti leži velik format, ti je zmeraj ležal velik format. Meni se včasih sanja, da sem v zaporu, ja, in da moram zdaj cajt ubijati, ne, in imam dve naloge. Ena je, da moram križni vbod delati, ne. To grozno, ne. Križni vbod, druga pa, da imam une penzelne, veš, tiste, ki imajo eno ali pa dve dlake, tako kot imajo oni iranski slikarji in da moram s tem cajt ubijati in to je taka mora, ne, a veš, jaz bi raje šel cel arešt preštrihal vse zidove, naredil grafite, kjerkoli, samo da mi ni treba takole s kakšnim majčkenim preščkom kaj delati, tako da mislim, ta penzelštrih večji, to je meni bolj leži. No. To se pravi ilustrativno, a ne, če rečeva v narekovajih, ampak na zelo velik format. Tako, ja. Pa težko, kljub temu, da si figurativna slikarka, bi težko človek rekel, da si pa realist, ker to ni realistično slikarstvo, to je še vseeno se giba na meji neke satire, karikature, komentarja, to ni nek, ne vem, krajina, fotorealizem, ampak je človek postavljen nekam z veliko začetnico človeka ali pa ženska z veliko začetnico ženska v situacijah, ki se te dotikajo in jih komentiraš in jih mogoče niti ne toliko zelo humorno prikazuješ, ker te slike sploh tukaj v festivalni dvorani, ta rdeča, ta zlata, to nas pretrese gledalce, ne moramo se temu smejati. Ja, ta je tlele pod nami razstava, mislim, da je kar resna, no. Mogoče bolj resna kot katera druga, ampak jaz že mislim, da stvari treba nekako s humorjem gledati, ker to je v bistvu zdravo, tako se potem tudi drugi niso užaljeni, ne zamerijo, če si ti malo s hecem stvari povedal. Ampak ene stvari pa niso hecne, ne. Ene stvari pa niso hecne tako, da mislim, da prav v tej razstavi, ki je tlele pod nami, je tega humorja manj, no. Kar se pa tiče tega realizma ali tacga, recimo, jaz mislim, da ni treba, da so slike realistične, zato ko zdaj imamo
zdaj imamo fotografijo. Fotografija je pravi, resnični zapis nečesa. Mi slikarji imamo pa zdaj pravico, da ni treba, da več tako, kot takrat, ko so bili oni fantastični akademiki, pa so vse delali tako resnično, da je izgledali resnično. To nam ni več treba, ker so nas fotografi rešili tega trpljenja realističnega. To zdaj oni imajo česne. Tako da mi imamo to interpretativno svobodo, da lahko naredimo stvari po svoje. No? Ampak kakorkoli meni je grozen važen, da se nekako, se to ni ta prava beseda, ampak da se nekako razume, kaj je na sliki. Ne? Mislim, jaz začnem slikati tako, tako so kar ene taki fleki, ne? Pa tako s penzelom malo packam, ne? Pa včasih iz teh flekov ratajo kakšne figure, včasih pa točno vem, kaj je bilo, ampak gled, ko s tistimi fleki začnem. In oni fleki zame niso nikoli dost. Mislim, zmer mora biti še kaj, pa boljš narejen. Pa jaz si zmeri tako želim, mislim, se tako kretensk, da človek reče, ne? Ampak če ljudje vidijo sliko, pa rečejo, ja, to pa jaz ne bi mogel narediti. Ne? A veš, to je ta reakcija v bistvu, ja, ta pa zna, ne. Mislim, jaz bi rad, da bi ljudje, ki mojo sliko rekli, ja, ta pa zna. Mislim, ne vem, je to zelo pretenciozno, ampak kaj stvujem, no, tako, ko jaz enega gledam, ko poslušam, ko violino igra, nimam pojma, kako se to dela. Luča igra kitaro, jaz ne znam 2 akorda zabrenkati, tako da ta čuda, ki jih umetnost s tem metijejem, s tem obvladanjem lahko pričara, jaz mislim, da to je, da na tem je treba delati, ne. Ja. Ampak te pa pokličeš zgodba, to se pravi, niso najprej fleki, pa pol zgodba, ali kako to gre? Ne, v glavnem so te zgodbe, ki mene čisto obsedejo in pol moram te ženske probleme 5 let skup slikati, mi tu, te splave, vse te stvari, to me obsede, potem me obsedejo migranti, potem me kakšna druga, tudi tisti konflikti, pandemija, vse to tako nekako nad tabo visi in se mi zdi, da če pol to delaš, ne da ti je nekako lažje, no, ampak premišljuješ o teh stvarih in je nekako razrešuješ stvari med tem, ko slikaš, se mi zdi. No. Zato, ker ene stvari, ne vem, mene kar bolijo, me prizadenejo, tako da se mi zdi, da je nujno, da jaz o njih neko mnenje povem. No. To se pravi zgodba in potem uporabiš slikarska sredstva, ki jih pač obvladaš, od kompozicije, lahko takoj vidimo, da veš, kako uporabiti in, ne vem, in simetrijo, in horizont, in različne pač prostorske elemente. In to ti pomaga, da zgodbo v bistvu poudaraš tam, kjer jo hočeš. Ja, to si dobro povedala, zato ker jaz se grozen trudim, da bi bile moje slike enostavne. Tako da bi lahko v bistvu na prvi pogled, da te nekako zadele. Ne? Zato, ker jaz nisem tak slikar, ker recimo Delacroix ali pa kakšni taki, ki so delali te gromozanske kompozicije herojev in vsega tega, kar je tam not. Mislim, ne znam in me ne zanima. Se niso taki časi, ja. Ja, niso taki časi, mislim, časi so taki, da moraš takole, 1, 2, 3 moraš zaštekati, ko so ti povedali, pa na telefonu, plak, pa že imem, pa si mogu zakopčati, kaj je. Tako da se mi zdi, da pravzaprav slikarstvo, tudi če dalj cajta to traja, da to delaš, da pravzaprav ta instantna zveza med sliko in tem, ki jo gleda, mislim, da je to pravzaprav prav, no. Tudi hiter slikaš? Ali... Ja, hiter, ja. To ne smem povedati, ker pa noben noče plačati. Ja, tako. Jaz imam sliko v glavnem zmeri v glav prej, ne, preden je narejena, jaz probam, da ona pravzaprav že nekak je. No, ja. No, se 40 let že ti delam, se rata. No, ja. Se lahko zaneseš? Ja, kaj vem, kakšne so pa tudi grozne. No. Tako da včasih kakšne nazaj pogledam, pa pravim, Marija sveta, to bi mogel pokuriti, to ni dobro, ampak sem podpisal in nekje in zdaj ne moram nazaj vzeti. Ne. O zgodbah, o ženskah bova še, ampak mogoče še najprej o barvah. A ne? Rdeča pa zlata. Sej lahko vsi preberemo ali pa mogoče že celo vemo, zaradi tega, ker se barve uporabljajo na določen
način, da imajo svojo simboliko, da nosijo svoje sporočila, recimo rdeča ima zelo veliko različnih, od tega, da je to barva ljubezni, do tega, da je to barva krvi, a ne? Ampak recimo zelo pogumno se mi zdi, da je en prostor, ko stopaš noter, da te rdeča pravzaprav za vrat zagrapa, ne? Ja, no, z rdečo se, to sem verjetno že kdaj povedal, se je tako začel, da moj sin Martin, ki je bil majhen z enimi klešami, tiste tube z eno v drugo škatlo zlagal in pomevne rdeče prepičil vse in nakril se grozno hitro posuši in potem sem jaz mogel vse rdeč namala, da ne bi une tube stran prišle. Tako se je to začelo. Potem pa takrat sem pol pogruntal, da pravzaprav, da če cela slika rdeča, da ni nič narobe, da je to lahko fajn, ne. Tako da s tem se je začel in pravzaprav zlata, recimo, jaz grozno občudujem starinsko slikarstvo, recimo kakšne gotske slike ali pa kakšne renesančne ali pa te, ki jih vidiš v kakšni cerkvi, ona je že čist temna, ampak ona zlata ozadje se pa še zmeri šajna. Tako da mene je toliko, so me toliko po teh muzejih pa po teh cerkvah vlekli, ko sem bil še majhen, mene je to blazno prevzel, ta zlata, ki je v bistvu barva neskončnosti, ona je nedefinirana, ti ne veš, je to spreta, je to zat ali kje, da to pravzaprav je. No, to zlato imam jaz, mislim, da sposojeno, no, od ta pravih, ta velikih slikarjev. No. Ampak rdeča, tako se je pač začel in potem sem pa tako malo obseden, pa en cajt so plave, en cajt so rumene, pa so rdeče. To sem tudi povedal, da jaz nisem Anton Gojmir Kos, jaz ne znam tako farbe mešati, da to je tako akademsko izgledalo. Ne znam, jaz vidim sliko od Antonija Gojmirja Kosa in pravim, jaz sploh nisem slikar. Ta človek zna, jaz ne znam. Tako da slikam na drug način, recimo, no, kakor je pa no, ampak so zelo močne barve, ne? In moraš biti korajžen za te močne barve. Jaz vem, da je Melita rekla, da za zeleno pa res moraš biti korajžen. Ja. Pa to, ko jaz v džungli živim, je bilo treba ne par let, da sem za ono zeleno prijel. Ja. To je zmer govorila, da zelena, ta je pa strupena, to pa ne gre. Ne. Ja. No, prav mama je bila, ki je prišla enkrat na obisk, pa rekla, pa jaz sem še zmer iz tiste sive, pa Anton Gojmir Kos, ne, idol, ne, seveda vseh akademikov, ne, in potem je mama rekla, ja pa ti se Gugen je tudi šel na tiste tropske otoke, pa začel bolj s farbam delati, ti tudi, no, in v bistvu je ona me takole malo spodbodla, da sem se jaz pa res upal, no, veš, kad te 4 leta te učijo, da nasmeš, ne. Ja, ampak definitivno tem zgodbam, ki hočeš povedati, barve dobro služijo tudi zraven, ker poudaraš sporočilo, izpostaviš. Ja, tale trdeča, te trdeče, ki so spod, mislim, da bi bilo nemogoče, da bi bile kakšne druge barve. Mislim, to so tako dramatične stvari, ki se dogajajo v bistvu ki se skozi dogajajo. No, ta zdaj spet zelo aktualne. Ja, mislim, sem se to ne bi smel reči, no, ampak zanj sem se smejal, sem rekel, tele slike sem privlekel, ko so stare, ne vem, recimo 3 leta, ne, sem rekel, to sploh ni aktualno, jaz sem tak novinarski tip slikarja, ne. Evo, v Ameriki so zdaj splav prepovedali, kaj pred 4 dnevi, tako da pravzaprav take stvari mene prepričajo, da človek se mora pravzaprav zmeri nekako boriti, zmeri moramo verjeti, da vse, kar smo dosegali, ni to definitivno, ni za zmeraj, nobene pravice niso za večno. No? Tako da se mi zdi, da je ta razstava res v pravem momentu, kar se je pač zgodilo v Ameriki in kar se tudi po celem svetu dogaja, da vsi te konzervativni, hipokritski tipi vladajo svetu, to je huda tragedija. Tako da mislim, da se moramo umetniki, ko smo pravzaprav vsaj naj bi bili pošteni pa iskreni do drugih in do sveta, se boriti, da bi ta svet bil malo drugačen, kakor je. In opozarjati na te teme, zato ker mislim, kakšno pravico pa ima Trump, da bo eni bogi, revi, ko ima že 6 otrok, prepovedal, da ne bo imela 7. Ne. Mislim, nima čisto nobene pravice. To so take stvari, to niso heci, zato so te slike tlele dol resne. No. Mislim, da so to res hude teme. Tlele pač v tej deželi so te pravice pridobljene, zanj sem bral, da je prav neka
punca z Hrvaške, tam sem prišla, mislim, vsak ima pravico, da svoje življenje kroji, kakor se njemu zdi in kakor da mu je prav. In mislim, da je to treba spoštovati in da te konzervativne, hipokritske vetrovi, ki prihajajo, mislim, da nam ne pomagajo, da bi bili srečnejši in mirnejši v naši eksistenci. No, tako. In lahko tudi nadaljujeva, kako ti, mislim, da lanskrat, ko smo Melito Vovk obravnavali tudi v podobnem času, da nismo dosti izpostavili te ženske vloge v umetnosti, pač ženske umetnice, koliko je ona mogoče zaradi tega, ker je bila velik genij v resnici v slovenskem prostoru, pa je pristala, bi lahko rekli, med ilustratorkami, a ne? Da nismo dosti izpostavili tega, da ženska se v umetniških krogih mogoče še danes mečkam težje prebije. Kako ti to čutiš ali pa vidiš? Ja, mislim, ženske imamo pač te, če se odločimo, imamo potem te materinske naloge, ne? Ker pač, če imaš fajn partnerja, kot se to reče, tudi partner, beseda ni všeč. Kompanjon, tovariš, mož, karkoli je boljš, kot pa recimo partner. No? Tako da, če imaš enega človeka, ki te podpira v teh materinskih nalogah, pa je lažje. Če ga pa nimaš, je pa to so leta in leta, ne? Da ta fetus, ko se mu lahko tako reče, da ta fetus rata ene sorte človek. Ne? Mislim, to so leta nespanja, potrpljenja, kuhanja, pojmo spat, dajmo vstati, vročina, tretje. To ni mačji kašelj, neke pamže gor spraviti. Ne? In to v bistvu, kakorkoli govorimo, to so še zmeri največ ženske naloge. No? In te ženske naloge zavzamejo ure in ure dnevno, vsakega dne zavzamejo ure in ure. Tako da poleg tega je to in potem je treba še za vsakdanji kruh prislužiti. Ne? Tako da pravzaprav ženske jim ni lahko s to emancipacijo, ko so jo pridobile, da lahko delajo, lahko delajo, ampak obenem imajo pa še tavžent nalog zraven. Tako da družba bi morala pomagati, da je ženskam lažje in da lahko imajo tudi to kariero. Ker to med kariero in čem drugim, kariera je neki, otroci so pa druga reč. Ni zdaj, da moraš ti prerezati in samo eno stvar furati, se meni zdi. Ampak družba mora pa pomagati, da se to zgodi, da smo vsi enaki. No? Kaj pa v smislu tega, da se vas umetnice jemlje enako resno kot umetnike? To mislim. Ja, to pa vlečemo za sabo tisočletno zgodovino tudi, ne, koliko je bilo slikark v zgodovini, smo vsi mislili, da so moški, pa so bile ženske, ki so tiste grozne slike namalale. Tako da mi smo obstajale v zgodovini slikarstva, sam noben ni podčrtaval, da so bile to ženske. Ne. In mislim, da pravzaprav, če se bo v družbi, če se bojo stvari nekako izenačile, da bo več pravice v tem smislu. Jaz nisem pristaš tega, da so ženski muzeji, pa da so ženske razstave. Pravzaprav smo vsi, nismo vsi enaki, ampak vsi smo ljudje, tako da to ločiti med enimi in drugimi, meni se to zdi pravzaprav nesmiselno. Mislim, da se moramo boriti za neke pravice in potem moramo se pač ne primerjati, ampak delati to, kar se nam pač zdi. No, tako, no. Ampak v tvoji umetnosti ima ženska ne samo s to tematiko, tudi tako eno posebno mesto. Jo znaš izpostaviti, znaš najti karakterje ženske, ki jih izpostaviš, ki jim narediš en omaž po svoje, ki jih postaviš v njihovo, ne glede na to, kakšna je v njihovo kožo, da se lahko dobro počuti ženska v vsaki, da ni treba, da je taka, kakršno pričakuje svet, da je, ampak da skozi tvoje slike, da se nekako emancipira v smislu opolnomočenja, ne enakih pravic. Ja, ampak to je pa zdaj tudi eno veliko eksistencialno vprašanje, ki si ga ženske moramo postaviti. Recimo zdaj, na en stran imaš to burko, ne? Burka, ker je nekaj najbolj groznega, kar lahko je, da neko žensko totalno pokriješ, zato da moški nima
nobene skušnjave. Kot jaz zastopam, to je bistvo tega, da ženske pokrijejo. No. Po drugi strani imaš pa, ne vem, neko Pamelo Anderson, neko Kim Kardashian, neke te blazno seksi ženske ali pa, ne vem, recimo, kakor pleše tale L.A. Joe ali pa kakor je plesala recimo Madonna, ki je že bolj stara. Mislim, to je tako, zdaj bom pa tako, da samo še v cerkev lahko grem, no? Ampak to je tako, v bistvu je to neko seksualno provociranje in mogoče je to potrebno zato, da bomo prišli na ene sorte ekvilibri, na neko ravnotežje, da bomo potlej na vse stvari z malo manj prizadeto gledali, se meni zdi. No? Zato, ker nekaj je provokacija, recimo, jaz imam hči moja, bueno, zdaj stara Buena, evo, v španščino sem zlezel, ne, je stara 29 in je ona rekla, ne, ženska je lahko in se obnaša, kakor hoče in ima vso pravico, da dela kar če. To je vse res, ampak kaj pa, če se pol kaj zgodi? A veš, mislim, to se človek sprašuje, ker jaz sem pa le star 64, ne. Pa recimo z Mileno smo se zadnjič pogovarjali, ker odtlele gledam tale Me Too movement, mislim. Zdaj so te moški, zdaj te vi mislite, da sem jaz grozen krivičen, ne? Ampak te moški, ki zdaj plačujejo za svoje grehe, ki so jih naredili recimo pred 40 leti. Pred 40 leti so bili moralni kodeksi drugi, kot so pa danes. Čist drugi. Mislim, ni bilo to enako, kakor se pa danes misli z vsem tem, ki pravijo, ja, mladoletni, pa uno, pa tretje. Vse je bilo drugače. Tako da jaz ne vem, tako je treba malo stvari na vago dati, pa ne biti inkvizicija, pa premisliti, kako so stvari zares bile, zato ker ženske so blazno brihtne, ne? Ženske znajo izkoristiti pravo situacijo in jaz ne bom zdaj rekel, da ta Me Too, da to ni okej. Seveda je okej, ampak dajmo biti pošteni, no? Dajmo biti pošteni. Bom dal popolnoma kretenski primer, ki zdaj boste mogoče hudi na mene. Recimo, če greš ti z Mike Tysonom ob 1 zjutraj v njegov cimer, v hotel, mislim, a se boš od filozofije z njim zgovarjal ali kaj? A ne? Je seveda, pa je bil pa zaprt človek, ne vem, 10 let ali koliko so mu dali. A veš, mislim, dajmo biti pošteni, dajmo biti eden do drugega pošteni, dajmo vedeti, o čem govorimo. No. Tako, to se mi zdi. No. Mislim, da to ni grozno licemersko, kar sem zdaj rekel, ampak moram povedati. Se smo te vprašali. Ja, se. No, recimo, tale knjiga je en tak dober primer tega, da se tvoje slike kljub temu, da ti misliš, da so na prvo žogo razumljive, pa da vsi vemo, kaj si hotel povedati, še vseeno lahko razumejo na zelo različne načine. Kakšne imaš odzive? Recimo, a si imel kdaj probleme zaradi tega, ker so tvoje slike razumeli kot neke vrste napad, sploh kakšna elitna skupina? Ja, seveda so bile, ne. Mislim, so mi hoteli enkrat eno razstavo prav scenzurirati, ker sem pač tega Evota Moralesa, našega predsednika, takrat namalal tako po ejtijevsko, pa se jim ni zdel prav, je imel take vse sorte klobuke na glav, kakor jih je tudi zares imel, no, ampak niso bili taki realistični akademski portreti. Takrat so tisto razstavo skoraj scenzurirali. Drugače pa moram reči, da te odzivi na te moje slike, recimo, če se vrnem na to temo Rdečo in zlato, ki je bila ta razstava na to temo tega abortusa v Boliviji, kjer je popolnoma prepovedan in kjer gre v arešt dohtar, ženska, v Salvadorju ti dajo 30 let arešta, recimo, zaradi splava. Tako da to so hude stvari. Recimo, so prišle ženske in so mi svojo usodo meni prepodvale. In to je bilo meni, sem rekel, evo, ti dobro delaš zato, ker pravzaprav to do ljudi zares pride. Mislim, prišla ena ženska v Japankah s slabimi zobmi, ki veš, da je revna, ker če ima Japanke in grozne zobe, zihar nima veliko denarja, ne. In mi je prišla in mi je celo svojo štorijo povedala od vseh svojih otrok in tako sem rekel, evo,
tako delam, da tudi te preprosti ljudje, da to nekako do njih pride. No. Tako da te stvari potle mene ganejo in me motivirajo. No. Tako. To knjigo lahko tudi je zdaj spodaj na reklama. razpolago. Ja? Reklama, pauza, reklama. Pa katalog tudi. Katalog in knjigo, ja. Knjiga je bila pa pravzaprav ta moj kompleks manj vrednostni, da delam pač te pajacke, ki se na prvi pogled ve, kaj predstavlja ta slika. Mi je padlo v glavo, da bi pravzaprav lahko pisatelj nam poslal moje slike, pa da pol oni na te slike napišejo zgodbe. Ne? In se zgodile fantastične stvari. Mislim, to, kar so napisali, je bilo zame popolno presenečenje. V večini teh slik sploh nisem nikoli kaj takega si predstavljal, kar je pol ven prišlo iz tega. No, tako da pravzaprav to je bil zame en ogromen kompliment, zato ker sem videl, da literarna pamet je nekaj, vizualna pamet je nekaj drugega, tako da to je bilo zame res izjemen kompliment. In vidim, da tudi zdaj te pisatelji nekateri v Facebooku gledajo in me sledijo, in tako da to je meni brezmejno veselje, da smo pravzaprav tako med sabo nekako povezani, zato ker umetnost je ena in velika. Ne. Pa tudi glih obraten proces je, kot se ponavadi dogaja. Recimo v gradu Stolp je zdaj na ogled so tvoje ilustracije Kokošji rod, knjiga Josipa Ribičiča, njega mogoče se najbolj zapomnili smo po Miškulinu ali pa po Črni muc vasuje, se te knjige zelo dobro spomnim. Tega Kokošjega roda pa še nisem prebrala in so ilustracije nastale ne na tak način, kot ponavadi nastajajo ilustracije na papirju in z nekimi manjšimi formati, ampak so kar na platnih. Mogoče lahko poveš kaj o tem projektu? Lahko, ja. Tale Kokošji rod je šel leta 1924 v Gorici in mene je poklical Ciril Ribičič, tukaj je njegov vnuk tudi, njegov brat. No, v bistvu ona dva sta me poiskala, da bi naredil ilustracije pač za te tekste. V bistvu sta bila dve možnosti, jaz sem se pol za ta kurji rod, Kokošji rod odločil in kadar človek dela z peresnikom, pa s tistem, ko se meni sanja, da sem v reštu, ne moreš niti dihati, ker moraš sapo vzeti in risati in pol spet in spet sapo vzeti. Tako da, če so večja platna, je lažje. In meni se tudi zdi, da če se z večjega formata nekaj manjšega potem natiska, da to ima tudi eno drugo kvaliteto. Kar se pa tiče teh tekstov, so pa teksti izjemni, ampak so tudi izjemno žalostni, zato ker so blazno življenjski. To je tako, tukaj ni nobenih laži vmes v teh tekstih. In zato kaj ti to ilustrira? Tako da jaz sem se potrudil, da bi pravzaprav to bilo, kako bi rekel, ne bolj veselo, ampak nekako bolj atraktivno in ne bi bilo tako grozen, da si oči sklujejo, pa vsi so na koncu mrtvi ali pa škodoželjni ali kaj takega. Tako da je bila težka naloga to ilustrirati, ampak je v redu. Tako, ja. Na originalu so pa na gradu na ogled. Mogoče sam še za zaključek, cela družina ste umetniki, tudi ti si vedel že takoj, ko si bil majhen, da boš malar, tako kot Karmelita. Ja, se pravi, za kaj drugega sem bil pa tako preneumen. V šoli sem bil precej, matematika je bilo grozno, v drugem razredu sem imel med 2 in 3, ko se je poštevanka začela, pa to nikoli ni bilo nič boljše, do konca, do mature. Ko sem maturo naredil, sem bil najsrečnejši človek na svetu. Ne. Čeprav zuno jeziki, pa slovenščina, to je laufal, ne, pa še latinščina, to je še šlo. No, ampak pa sem mislil, da bi mogoče kakšen dohtar, pa da bi šel v Biafro, takrat je bila Biafra, so bili vsi lačni tam, ampak pa sem pa videl, da nisem za nič dober in hvala Bogu so me na to akademijo vzeli in pa je bilo špura. Špura naprej. Pa hčerka je tudi umetnica, sin je arhitekt, Lučo je arhitekt, Martin je arhitekt, hči je pa tudi umetnica, tako da smo zdaj že 3. generacija. In hecen je to, da moja mama je naredila specialko iz grafike,
Jaz sem se v 3. letniku prepisal na grafiko, ki je bila na grafike veliko več svobode, kot pa ki so Anton Gojemir, Kos, Lonce, sive mogli malati še en let. Tako da jaz sem šel pol na grafiko. In Ines je šla pa v London študirati in je prvo tudi ilustracijo hotela in potem je pa tudi na grafiki končala. Evo, naredila magisterij iz grafike, tako da ne vem, kaj z nami narobe, ampak evo, genska napaka. Ne, vsi ste super, zelo smo lahko blejci zadovoljni, da imamo take krasne razstave. Letos celo poletje do konca avgusta na ogled. Mogoče, Ejti, če še kaj nisva povedali. Ja, imam plonk listek, ja. Da nam kaj pozabil. No. Takole, jaz se moram zahvaliti, to je zdaj ta moment, ki je mogoče za vas bolj dolgočasen, ampak jaz se moram zahvaliti zato, ker tako razstavo, mislim, to je 117 slik, je prišlo v 3 rolah. To še za pokazati, lahko povemo to anekdoto, no, za na konc. No. 117 slik v 3 rolah je prišlo in moram se zahvaliti Zavodu za kulturo Blejskemu, da so hoteli vse te moje packarije, da so razstavljene v 3 različnih lokacijah, tako da res hvala Matjaž, Špela, Andreja, da ste mi toliko pomagali, pa da bi do tega prišlo. Moram se tudi Mizarju zahvaliti, Boštjanu Komarju iz Mevkša, ker je naredil fantastične podokvirje v rekordnem času in zelo pocen. Tako da, živel Boštjan. Potem se moram zakraviti Primožu Poklukarju, ki je tudi tlele nek sedi, in njegovim 2 bratam in sosedu Matjažu od Boštjana Komarja, ker smo v Mevkšu vsi skupaj te slike napenjali in brez te pomoči telah 117 slik bi komaj lahko bilo na razstavi. Tako da to je bilo skupni napor. Pa tudi galeriji Črne se moram zahvaliti, zato ker del te razstave je bil v Gorici in ni bilo časa, tako da so oni se zavzeli za to, da so naprej napeli nekatere slike in da so šle razstava v Gorico, ker je bila tudi skoraj 1 mesec razstava. Seveda se moram Lučo tudi zahvaliti za vse njegovo potrpljenje, Dudiju se moram zahvaliti za vse in seveda tudi Gregorju Bajtu, ki tam sedi v rdeči srajci, kad bi vedel, da more v rdečem pridati. Gregor je bil pred 4 leti v Boliviji pri nas in on je posnel en film, mene je mučil ure in ure pred kamero. Vse je posnel, kar se je dogajalo in je zdaj sestavil ta film, ki je zdaj prvič ga lahko vidite dolje na prštengah je televizija, no sicer je tako ne moreš ga prav na brzaka videti, ker traja 40 minut, traja, 1 uro traja, tako da mi je cajt in potrpljenje. No, tako da sem tudi Gregorju brezmejno hvaležen, da se je tako potrudil in je naredil ta film. Jaz sicer sam sebi nisem zanimiv, ampak za vas mu pa mogoče v redu, tako da pa tebi seveda tudi hvala. No. Aha, zdaj pa še tale moment zadnji. No, to je pa tako, da jaz pač živim v taki državi, kjer je blazna produkcija tega kokaina, ki se ga šverca na veliko na vse konce in kraje sveta. Zadnjič so mi povedali, da so celo v Ljubljanci odkrili, da je en kokain plava po vodi, tako da kokaina zgleda, da je posod dost. No in jaz sem s temi 3 rolami šel na letališče in z unim gospodom, ki je bil zadolžen za carino in to je bilo vse še odprto, bilo je 117 dokumentov narejenih v Ministrstvu za kulturo v La Pazu, vse fotografiram, popisan vse in sva šla z unim gospodom od carine na letališče, tam zad, ker imajo vse kufre že, ne tam, ki so šaltarji, ne. In potem je bila tam ta policija proti, ki drogo iščejo, ne, in smo odprli te role in pa so psa poklicali in pes je vse povohal in je oni so rekli zapri in smo pa z unim carinikom spet vse zavila in to, ne, in potem kao, da zdaj to bo šlo, ne. Ma evo, odpremo Mevkšu rolo, ne, mislim, z nožem ali z škarjam ali z ne vem čem so takole preluknili 4 slike, jaz ne vem, ali so drogo spet iskali ali kaj, ampak
tako je bilo, mislim, tako le vidiš svojo sliko na koščke zrezano od ene policije proti drogi, kar je popolnoma absurdno, zato ker jaz sem šel sam osebno na letališče, jaz sem svoj ksiht tam pokazal, jaz sem rekel, evo, tle sem, ti to gre zdaj v Evropo, če bi hotel kaj švercati, bi to na kakšen drug način naredil, no, tako da, to je bilo, in potem je bil seveda, ker sem pač javna osebnost, ne, je bil to potem sem to na Facebook dal, te fotografije in potem je bil vele škandal in je celo notranji minister v galerijo telefoniral, kje da sem, pa sem bil na televiziji, moja fotka, pa ta glavni policaj za tole drogo, ker je rekel, ne, mi to nismo, seveda mi nismo, kaj so v Frankfurtu tole štokali, ne verjamem, no. Ne verjamem, ker v Frankfurtu, če ti kufer odprejo, potle ti dajo en cegelc not, ki piše Deutsche Polizei in Schuldigen Sie, ker so ti kufer odprli, mi se ne delajo take lukne v slike, no, tako da, evo, to sem navajen in to ni prvič, kar se je zgodilo, no ja, no, to je pač ta rizik, no, ja. Še ta zgodba te razstave. Ima še kdo kakšno vprašanje? Eti se je tolkom zahvalila za pomoč in tako naprej, sama pa ni bila deležna niti ene pohvale za pomoč. Jaz bi se ji rad osebno zahvalil, ker poleg vsega tega, kar je imela sabo za to pot, to je bil, ne vem, kap se cirkus selil, to, ki je bilo te ropotije, mi je prinesla še za cel naročje lesa, ker jaz pa zbiram razne vzorce iz celega sveta in mi je prinesla iz Bolivije. Tako da, Eti, čudovita si, hvala ti. Hvala. Še kdo? So vse povedali, zgleda. Sicer pa v imenu Zavoda za kulturo Bled zdaj vabljeni, da se še podružimo. Ejti bo še na kakšno vprašanje odgovorila na 4 oči. Ob vinu in kremšnitah tamalih. To je Zavod za kulturo obljubil. Dovoljite samo par besed. Tamle v 60-ih letih smo se večkrat videli, ko smo se tunkali pa skakali po Grajska, kar otroci, potem pa dolg časa nič. Na kar smo par let nazaj, smo se ponovno srečali, ko smo te omejili na 14 razstavnih mestih, majhnih dimenzij nagradov v galeriji Stolp. No in jaz sem zelo vesel, da tudi z novo politiko zavoda, da smo začeli z večjim številom organiziranja razstav in tako naprej, da smo prišli celo tako daleč, da te lahko povabimo tukaj na Bled in ti omogočimo, da razstavljaš na 3 lokacijah, tudi take dimenzije, o katerih govoriš. Seveda bi pa vse glih še enkrat se spomnil lanskega leta, ko smo s tem začeli z deli tvoje mame. In jaz se zelo lepo zahvaljujem obema, da sta pomagali, da smo začeli orati tole ledino razstav na Bledu, novih načinov, da ne gremo samo okrog jezera na Kremšnitev, na otok, na grad, ampak da bomo šli tudi skozi kakšne vrata, kakšno razstavo pogledati. Pa konec koncev tudi, da se bojo odnosi, oči in navade naših ljudi v tvoji prvi domovini spremenili tako v take načine, kot so v tvoji novi domovini, da ljudje pridejo noter z zanimanjem, da to ni neki ne vem kaj, ampak da je to neka zanimiva stvar, spremljanje umetnosti, spremljanje tega, kaj so umetniki želeli s tem povedati, in upam, no, da smo na začetku nekega novega, boljšega in lepšega obdobja za to področje kulture. No, tako, hvala lepa. Hvala.